Danes se v cerkvi spominjamo godu svetega Pavlina Oglejskega, škofa. Bil je tudi oglejski patriarh v času cesarja Karla Velikega in ima veliko zaslug za utrjevanje krščanskega nauka med našimi predniki južno od Drave. S svojimi spisi in nastopi ob raznih škofovskih sestankih se je zavzemal za pravo vero, za krščansko življenje. Umrl je na današnji dan leta 802. Po njem Bogu izročamo naše molitve, mu izročamo tudi našo vero, da bi bila res globoka. Molimo. Bog naš Oče, po apostolskem delovanju oglejskega škofa Pavlina si naše prednike klical k luči evangelija. Po njegovi priprošnji naj rastemo v milosti in v spoznanju našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog se nam je razodel po svojem sinu. Berilo iz pisma Hebrejcem. Mnogokrat in na mnogotere načine je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih. Slednjič te dni nam je govoril po sinu, ki ga je postavil za dediča vsega in po njem je tudi naredil svet. On, ki je odsvit njegovega veličastva in podoba njegovega bitja, ter nosi vse z besedo svoje moči, je dovršil očiščenje od grehov. Sedel je na desno veličastva na višavah ter postal toliko višji od angelov, kolikor odličnejše ime je dobil kakor oni. Kateremu izmed angelov je kdaj rekel: Moj sin si ti, danes sem te rodil. In zopet, jaz mu bom oče in on mi bo sin. In ko zopet upelje prvorojenca na svet, pravi: Molijo naj ga vsi Božji angeli. Božja beseda. Vsi angeli hvalite Boga. Vsi angeli hvalite Boga. Gospod je kralj, zemlja naj se raduje, veselijo naj se mnogi otoki, pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola. Vsi angeli hvalite Boga. Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Pred njim padajo v prah vsi maliki. Ti, Gospod, si vzvišen nad vso zemljo. Vsi angeli hvalite Boga. Aleluja. Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Potem, ko so Janeza vrgli v ječo, je prišel Jezus v Galilejo in je oznanjal blagovest o Bogu. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ko sta mreže metala v morje, bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta mreže popustila in šla za njim.
Ko je šel od tam malo dalje, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza. Tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže. Takoj ju je poklical in zapustila sta v čolnu svojega očeta Zebedeja z najemniki in odšla za njim. Kristusov evangelij. Na god svetega Pavlina Uglejskega bom prebral nekaj njegovih misli o veri, upanju in medsebojni ljubezni, ki jih je zapisal v pismu vojvodu Henriku. Takole pravi: držimo se prave vere, trdnega upanja in popolne ljubezni, ker je vera kakor naš čut, ljubezen pa kakor naše zdravje. Vera veruje, ljubezen deluje, upanje utrjuje. Različni ljudje imajo namreč različna opravila, vendar bodo mogli hoditi za glavo, če jih ljubezen združuje v enoto. Naša glava je v nebesih, saj resnica sama, naš Gospod Jezus Kristus tako govori o svojih vernih: če kdo služi meni, hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Nad vse skrbimo, da nas zavist, sovraštvo, obrekovanje, jeza in prepir ne bodo ločile od naše glave, Jezusa Kristusa. Mi pa si prizadevajmo ljubiti vse ljudi prav kakor sami sebe, če hočemo ohraniti pravo in popolno ljubezen, da bomo vredni biti Kristusovi udje, ker je Kristus naša glava. Da bomo takrat, ko se prikaže Kristus, naša slava, tudi mi vredni z njim prikazati se v slavi kot prvi in popolni njegovi udje, z njim zvezani po ljubezni do Boga in do bližnjega, brez zvijače, brez zlobe in nevoščljivosti, ljubeč vse ljudi kakor sebe, saj je on rekel v evangeliju: potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, ako boste imeli ljubezen med seboj. Ljubezen bližnjemu ne dela hudega. Če je naš Gospod in odrešenik, ki ni imel greha, hotel nas grešnike ljubiti s tako ljubeznijo, ko je rekel, da on trpi, kar mi trpimo, zakaj ga vendar mi, ki nismo brez greha in ki lahko svoje grehe odkupujemo z ljubeznijo, ne ljubimo s tako popolno ljubeznijo? Saj nas je Bog ljubil tako, da je celo svojega sina izročil v smrt za nas grešnike. Ker je on do nas izpričal tolikšno dobroto in usmiljenje, pazimo, da ne bomo izgubili dobrine, ki nam jo je dal, in zakramenta našega krsta, pri katerem smo obljubili, da se odpovemo hudemu duhu in njegovim delom in vsem grehom. Če pa po krstu pademo v kak greh, nam je dobri Bog dal drugi krst, kopel solza, in nam določil pokoro zaradi naše slabosti. Zato moramo svoje grehe priznati z vso odkrito srčnostjo in obroditi vreden sad pokore. Tako Pavlin Uglejski vabi k hoji za Kristusom, da bi postajali vse bolj podobni Kristusu kot učenci v današnjem evangeliju, ki jih Jezus sam vabi na pot za njim, da bi tudi mi znali hoditi za Kristusom.